Pozdravljeni. Pozdravljeni na 23. seji občinskega sveta. Najprej bomo ugotovili sklepčnost. Prosim, da pritisnete zeleno tipko. Prisotnih je 17 svetnikov, torej smo sklepčni. Prosim, da izklopite mobilne telefone. Od zadnje seje sta rojstni dan praznovala Damjan Zlatnar in Mateja Gradišek. Vse najboljše. Prehajamo na potrditev zapisnika 22. seje občinskega sveta z dne 29. novembra 2017. Zapisnik je objavljen v gradivu številka 23. Ima kdo pripombo na zapisnik? Ne. Prehajamo na glasovanje o predlaganem sklepu. Občinski svet sprejme zapisnik 22. seje občinskega sveta z dne 29. novembra 2017. Glasujemo. Glasovanje poteka. Glasovalo je 19 svetnikov, proti ni bil nihče, torej je ta zapisnik sprejet. Prehajamo na dnevni red. Predlog dnevnega reda je objavljen v gradivu številka 23. Ima kdo predlog za razširitev? Besedo ima Karla Urh. Hvala lepa in lep pozdrav še v mojem imenu. Torej, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 27. seji dne 6.2.2017 obravnavala dopis ustanovitelja javnega zavoda Mekinski samostan z dne 1.2.2018, v katerem komisijo zaproša, naj občinskemu svetu predlaga sklep o imenovanju vršilke dolžnosti direktorja. Prav tako je komisija obravnavala obvestilo z dne 25.1.2018 o odstopu svetnice, članice odbora za varovanje okolja in odbora za kulturo, šport in mladino ter ugotovitveni sklep občinske volilne komisije o izvolitvi člana občinskega sveta občine Kamnik z dne 1.2.2018. Glede na navedene datume gradiva ni bilo mogoče pravočasno umestiti na dnevni red seje, zato skladno s 33. členom poslovnika občinskega sveta občine Kamnik predlaga razširitev dnevnega reda 23. seje občinskega sveta občine Kamnik s točko volitve in imenovanja. Želi kdo predstaviti stališče svetniške skupine? Ne. Prehajamo na glasovanje. Glasujemo. Glasovanje poteka. Glasovalo je 21 svetnikov, proti ni bil nihče, torej je ta sklep sprejet. Besedo ima Karla Urh. Prav tako je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na svoji 26. seji obravnavala prispele predloge na javni poziv k predložitvi predlogov za podelitev priznanj občine Kamnik za leto 2018. Obrazložitve je bilo potrebno pregledati in uskladiti s predlagatelji in glede na navedeno gradiva ni bilo mogoče pravočasno uvrstiti na dnevni red seje, zato se skladno s 33. členom poslovnika občinskega sveta občine Kamnik predlaga razširitev dnevnega reda s točko predlog sklepa o podelitvi priznanj občine Kamnik v letu 2018. Hvala. Hvala. Želi kdo predstaviti stališče svetniške skupine? Ne. Prehajamo na glasovanje. Glasujemo. Glasovanje poteka. Glasovalo je 21 svetnikov, proti ni bil nihče,
torej je ta predlog sprejet. Besedo ima Tina Trček. Zakon o vrtcih določa, da lahko občina ustanoviteljica podrobneje uredi vodenje in izpeljavo postopka vpisa otrok v vrtec. Zakon občinam žal ne dopušča možnosti izbire sofinanciranja varstva pri varuhih, niti v primeru, če je v vrtcih zagotovljena zadostna količina prostih mest. Z vprašanjem smo se obrnili tudi na pristojno ministrstvo in ker do roka za oddajo gradiva nismo imeli še vseh informacij, dokumenta ni bilo mogoče pravočasno pripraviti, zato se vlaga kot razširitev dnevnega reda 23. seje. Hvala. Hvala. Želi kdo predstaviti stališče svetniške skupine? Ne, prehajamo na glasovanje. Glasujemo. Glasovanje poteka. Glasovalo je 22 svetnikov, proti ni bil nihče, torej je ta sklep sprejet. Hitri in skrajšani postopek. Besedo ima Tina Trček. Hvala. Zaradi sprejetega novega zakona o športu je potrebno uskladiti podzakonske akte in skladno s 124. členom poslovnika se odlok lahko sprejme po skrajšanem postopku, če gre za uskladitev s predpisi države oziroma zaradi postavljenih rokov. Tako da predlagamo, da se odlok o vrednotenju športnih programov v občini Kamnik sprejme po skrajšanem postopku. Hvala. Želi kdo predstaviti stališče? Ne. Prehajamo na glasovanje. Glasujemo. Glasovanje poteka. Glasovalo je 22 svetnikov, proti nihče, torej je ta predlog sprejet. Umik. Z dnevnega reda umikam točko predlog sklepa v soglasju k pogodbi o ustanovitvi stvarne služnosti za izgradnjo radijske bazne postaje mobilnega javnega radijskega omrežja. Še kdo kakšen umik? Ne. Še sprememba vrstnega reda obravnave točk? Ne. Prehajamo na glasovanje o dnevnem redu v celoti. In sicer občinski svet sprejme dnevni red 23. seje občinskega sveta. Glasujemo. Glasovanje poteka. Glasovalo je 22 svetnikov, proti ni bil nihče, torej dnevni red sprejet.